Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Tokratna tema je naše ime. Kaj pravzaprav naše ime razkriva, kaj se zgodi, če ga spremenimo, kako se lahko kar najbolje pripravimo na otročka, ki šele prihaja in mu izberemo najboljše ime. Naučili se bomo izračunati število rasti, ki je pravzaprav seštevek črk našega imena. Seveda bomo naredili preglednico od 1 do 9. Povedali bomo, kaj razkriva prva črka imena, kaj razkriva prvi samoglasnik imena. Torej, kot vidimo, naše ime je kar dragocen vir informacij. Tako kot tudi naš rojstni dan, denimo, ampak numerologija se od ved, kot je astrologija, tarot, džotiš, razlikuje ravno v temu, da vsako črko lahko spremeni v številko. In tako si lahko pogledamo ime, priimek, naziv za podjetje, trgovsko znamko, naslov, lokacijo in tako naprej. No, danes, kot rečeno, se bomo osredotočili na ime. Pričela pa bi z nekaj osnov. Za vse tiste, ki morda numerologije še ne poznate, za vse tiste, ki mogoče mojo danes spremljate prvič. Torej, numerologija je nekaj tisočletij stara veda, ki jo v takšni ali drugačni obliki najdemo, jaz mislim, da kar pri vseh starih ljudstih sveta. Pa naj gre to za vzhod, kjer smo mogoče malo bolj navajeni to vrstne učenosti, ali zahod, kjer tudi Indijanci poznajo numerologijo, ali ne nazadnje tudi Kelti, ki so bili na naših tleh, pa v Egiptu in tako naprej. Se pravi, je veda, ki nam pomaga razumeti vpliv vibracij. Mi tukaj recimo v našem prostoru poznamo dve različni vrsti numerologije. Ena je kaldejska, druga je pitagorejska. Vsaka črka, vsaka številka ima malo drugačno razlago in drugačen opis, kar ne pomeni, da je ena šola boljša kot druga. Poglejte, tudi Feng Shui ima kar 5 različnih šol. Pomembno pa je, da tiste, katere se učimo, tiste se držimo. Kaj jaz tako pravim? Če opisujemo vas, potem opisujemo vas. Če jaz opisujem te rože in ne te, ki so na moji obleki. Se pravi, ne glede na to, ali bomo uporabili astrologijo, tarot, džotiš, numerologijo, katerakoli izmed teh ved nam bo prinesla opis vas. Tako da, če ste pred neko dilemo, ali je kaldejska numerologija boljša od pitagorejske, jaz mislim, da sta si enako vredni. V informacijo pa to, kar se bomo danes pogovarjali in to, kar vidite na mojem YouTube kanalu, na moji spletni strani, je pitagorejska numerologija. No, Ime je naš energijski zapis. Jaz se rada pohecam, da mi se v bistvu redimo z navodili za uporabo. Naše ime, priimek, rojstni datum, saj meni kot numerologinji povejo pravzaprav skoraj da vse, kar rabim vedeti. Se pravi, znam mi razložiti, kaj so talenti določene osebe, kaj je poslanstvo določene osebe, kje so izzivi, kakšne bojo nagrade, če bodo te izzive premagale te osebe, kakšen partnerstvo, kakšnega partnerja potrebujejo, zakaj prihajajo do nesporazumov, kako jih okolica dojema, kakšna bojo njihova starejša leta, kakšne lekcije, kakšna karma. V glavnem, vse to se skriva v našem imenu, priimku in rojstnem datumu. Ampak, če to zdaj malo oklestimo, pa se osredotočimo samo na ime, mi boste rekli, ampak Lili, jaz poznam 3 Tomaže, vsi so si ful različni. Seveda, kajti to, kar sem prej naštevala, je pravzaprav izračun imena, priimka in rojstnega datuma. Ampak vseeno, vsi Tomaži imajo določen delček njih, s katerim so si med seboj podobni. Se pravi, če ime, naš energijski zapis, s katerim se mi definiramo. Kaj ni fajn vedeti, kaj pravzaprav mi sporočamo vesolju? Kajti to ne pomeni, da lahko vi pridete k meni pa mi rečete, zdaj pa poslušaj, Lili, ne? Zdaj pa ti meni zračunaj en tak ime, ka bom jaz slaven, pa uspešen, pa vse punce me bojo imeli rade, pa bicepse bom imel takega Schwarzenegger, da ne govorimo o kakšnem drugem delu telesa. Ne moremo najti imena in priimka, ki bi nam prinesel brezčasni uspeh in samo srečo in samo ljubezen in samo veselje. Torej, morda vsem tistim, ki se zdaj tepete po čelu in si mislite, joj, pa nisem šla k Lili preveriti imena za mojega otročka. Jaz osebno zelo verjamem in tudi duhovna numerologija uči, da si svoje ime, priimek, starše, dan rojstva oziroma obdobje rojstva sami izberemo. In jaz vam lahko iz izkušenj povem, zdaj pa tega res 20 plus let, pa bi skoraj da rekla nešteto svetovanj izbira imena za dojenčka, še preden dojenček pride k nam na svet in se nam pridruži, da se ta rdeča nit vedno razbere. Spravi, ne glede na to, ali pridejo mamice k meni pa rečejo, to ime me zanima, pa ne vem, ali bi dala oba dva priimka, ali samo od očeta, ali mogoče samo mojega, ali imamo, mislim, da je bilo daleč največ različnih kombinacij, čez 30, sploh ni važno.
Ko jaz vsa ta imena in priimke prevekslam, pa preračunam v osebna števila, v lekcije, v karmične zapise in tako naprej, se običajno vedno izkaže in izlušči tista rdeča nit dušice, ki prihaja na zemljo. Se pravi, zakaj pa potem je pomembno preveriti? Predvsem zato, da vi razumete, kakšna dušica prihaja. Zdaj starši ne morejo kar prinesti tisto štručko, najbolj dragoceno štručko domov in kar vedeti, a je ta otroček zdaj sramežljiv, a je introvertiran, a je ekstrovertiran in tako naprej. Torej zelo, zelo dragocene informacije lahko dobimo iz teh izračunov že ob rojstvu, predvsem pa pred rojstvom se lahko izognemo pretiranim karmičnim zapisom, pretiranim neharmoniji med imenom in priimkom. Se pravi, če je ime seštevek imena, pač energija, ki je zelo odprta, zelo ekstrovertirana, zelo taka, da rabi akcijo, rabi adrenalin, priimek je pa potem zelo umirjen, zelo taka rutina, pa to so tako delali že 300 let, zakaj bi to spreminjali. Ni težko uganiti, da bo pač pot tega otročka nekoliko bolj trnova, kot če bi si bila ime in priimek v skladu. Torej, pravzaprav previdnost je potrebna, se mi pa zdi, to pa je moje osebno mnenje, da če mamica ali očka zelo čutita določeno ime za otročka, da je to ime kljub kakršnikoli neharmoniji pravilno. So dušice, ki so si izbrali nekaj več lekcij, pa so dušice, ki so si izbrali nekaj manj lekcij. In pravzaprav mi kot starši smo samo delivery service, mi to samo dostavimo pravzaprav in potem se trudimo dati najbolje od sebe, tako da jaz bi rekla, ne samo preden se otroček rodi, tudi ko ga že imamo, razlaga njegovih osebnih ali njenih osebnih števil je lahko zelo dragocen pripomoček pri vzgoji in pri temu, da se zavedamo, kaj nas čaka pri 3 letih, ko bo vse ne, pa vse zakaj pa ne bom, pa potem pri 15, ko pol je šele ne, ker pri 15 smo bili vsi mi bolj pametni, kot naši ta stari, tako da se tudi mi kot starš znamo malo pripraviti. In ko govorimo o spremembi imena, ki se največkrat seveda zgodi ob srečnem dogodku poroke, je podobno potrebna previdnost, kajti če so vaši izračuni nekoga, ki je sramežljiva oseba, vam seveda energija osebe, ki se počuti kot Superman ali kot nek ta najbolj hud influencer, ki mora zdaj vse poslikati in deliti na socialnih omrežjih, ne bo pasala. In veste, ker se je meni začelo dogajati, oziroma ker mi izstopati, bom rekla, v teh 20 letih dela z vami je bilo, ko ste začele dame hoditi k meni ob ločitvi. In sem opazila, da tiste najbolj težke izkušnje, ki ste jih z mano delile, tiste najbolj težke ločitve, razhajanja, trenja, žalostne zgodbe, načeloma so šli z roko v roki z neharmonijo ob spremembi imena in priimka. In tudi velikokrat, ko smo za Suzi ali pa recimo za Siol in tudi sicer, ko sem recimo to objavljala na Facebooku ali v socialnih omrežjih, velikokrat se je zgodilo, da ste tudi tam potem sami od sebe komentirali, res je, nisem se več počutila jaz s tem ta drugim priimkom. Ogromno ljudi, ki so bili kar naenkrat čudni ali pa netipični, zato ker sicer jaz poznam, na kar sem jaz navajena, je začelo stopati v moje življenje. In pravzaprav to je ta negativen vpliv neharmonije v spremembi imena ali priimka ali obeh, ob poroki, ob posvojitvi, ob temu, da pravzaprav je to dan že kar osebna odločitev. Jaz bom rekla 20 let nazaj, ko si je Barbara Jerman, recimo, bila tak eden izmed prvih bolj odmevnih primerov v Sloveniji spremenila ime, je bilo to tako zelo nenavadno, zdaj pa vam lahko povem, da je to čisto običajno kot, ne vem, si da to brvi pofarbati, da je veliko zanimanja za to, tudi številke, statistika kaže, da ogromno ljudi se spremeni ime ali priimek, kakšno črkico drugače obrne. Se pravi, to ni noben več tak nič več takega nenavadnega, definitivno pa je previdnost zelo, zelo potrebna. Jaz s tem nočem povedati, da če pridete vi k meni in da jaz rečem, poglejte, tale priimek od vašega dragega pa za vas ni harmoničen, da ta moški za vas ni ta prav. Aj prav, ne si tega tako razlagati. Gre preprosto za to, da včasih se da kakšno črkico malo obrniti, te stvari se da rešiti tudi s kratkim srednjim imenom ali pa mogoče z obema priimkoma, se pravi, previdnost ni odveč, pa predvsem razlaga. Kajti to vam pa garantiram, da v 20 letih, ne vem, če se mi je že kdaj zgodilo, da je bil priimek ženina
energijsko tako zelo podoben priimku, osnovnemu priimku, dekliškemu priimku, ne veste, da ni bilo nekih razlik potem po poroki, se pravi, tudi to je fajn razumeti. Zdaj, o temu sem jaz že snemala oddaje, tako da ne bi želela biti predolga, ampak pa še v sklop imena, kaj vse znam iz imena lahko numerologija pomaga razumeti in predvideti. Torej, oddaje so že na mojem YouTube kanalu, kliknite na zavihek numerologija oziroma tudi že na moji spletni strani, za tiste, ki vas to mogoče malo bolj zanima. Se pravi, previdnost ni odveč. Moram pa reči, da bom dodala še to. Če sem rekla, da 20 let nazaj je bilo to taka eksotika, je danes, moram reči, se pojavlja trend tega. Nekšen lušten trend se mi zdi in se mi zdi tudi, da sem ga zasledila samo v Sloveniji, da ob poroki oba dva prevzameta priimek drugega, se pravi ženin tudi priimek žene in nevesta priimek ženina. Veliko primerov je tudi tega, da se kar nek nov priimek nekako skupaj sestavi ali omisli. Tako da moram reči, tukaj smo Slovenci zelo izvirni. Kot zanimivost pa povem, da denimo v Južni Ameriki imajo 2 imena in 2 priimka. In običajno je prvo ime ali ime pač vaše matere, očeta, če je pač moški, babice, dedka, se pravi nekoga iz družine, potem je drugo ime pač vaše ime, prvi priimek je priimek matere, drugi priimek je priimek očeta in ko se dama poroči, še tretji priimek dobi. In recimo jaz dol, nekaj pač avtomatično rečem, rabim tvoje ime in priimek ob rojstvu, mi vsi malo tako gledajo, what the hell? In potem jaz razlagam, ja, vi ste v Sloveniji, mi, ko se poročimo, ženska prevzame priimek, pa zgubi svoj priimek in so še enkrat, koga? Tako da pač različne navade, različni običaji, bom rekla, vladajo po svetu. Če pogledamo tekom zgodovine, tudi nam so mogoče ta imena tako zelo smešna. Severnoameriški indijanci, vemo, v osnovni šoli smo se učili sedeči bik, nori konj. Oni so kar nekaj imen tekom življenja dobili, a ne? Ko so se rodili, jim je starešina, nekdo zelo pomemben, dal ime in potem so dodajali imena zraven. Se pravi, če se je nekdo izkazal kot izvrsten lovec, je potem dobil ime, ki je to nakazovalo. Če je bil nekdo, ne vem, izvrsten v tem, da je našel vodo, je tudi to njegovo ime izkazovalo. Če je bil nekdo zelo hitrih misli, bliskovitih reakcij in tako naprej, pa tudi to. Načeloma zdaj vsi tisti, ki si mislite, da potem je imel pol populacije ime kot štorast si, smotan si, ne, vedno so bila pozitivno usmerjena imena. In potem, ko je moški postal bojevnik, je dobil svoje bojevniško ime in če se je zelo, zelo izkazal v boju, če se je zelo, zelo izkazal mogoče tudi v kakšni taki zelo nevarni situaciji, kaj pa vem, je prišel medved in je napadel vas, ni bilo redko, da je dobil tudi ali poseben nov vzdevek ali pa novo ime. In zdaj smo pri vzdevkih. Tudi o vzdevkih je oddaja že posneta, lahko si točno seštejete svoj vzdevek, kaj prinaša, je pa tako. Vsa osebna števila, vsi izračuni, čisto vse, temelji na našem imenu in priimku in rojstnemu datumu kot ob rojstvu. To zdaj ne pomeni, da lahko na matičnem uradu spremenimo naš rojstni datum. Se pravi, ne glede na to, če se vi poročite, ločite, ime zamenjate, 5krat poročite, 2krat se vam totalno vse zameri in spremenite svoje ime, vedno upoštevamo tiste ta prve izračune, originalne izračune, se pravi vzdevki. Tudi če ste vi Marija Magdalena in vas kličejo Megi celo življenje, tudi če vas nikoli nihče ni poklical ne Marija, ne Magdalena, še vedno je to vaše ime kot na rojstnem listu, še vedno je to tisto, iz katerega črpamo osebna števila, karmične zapise, lekcije, mojstrske zapise, vzdevek Megi pa je dodatna energija, ki jo vi dobite v življenje. Se pravi, tudi ta seštevek, ki je pomemben, če vas zanima vsi res tako kličejo, ne samo ljubkovalno, da vas vaš dragi tako pokličejo, mucka moja, miška moja, srček moj, sonček moj, ne? To je drugo, to so ljubkovalnice. Ko pa govorimo prav o vzdevku, ki se vas je prijel in vas daljše obdobje več ljudi tako kliče, pa so to dodatne energije, katere je tudi mogoče fajn vsaj iz ferbca preveriti, kaj vam prinašajo, katero energijo, katere zapise vam nekako in zakaj to prinašajo. Kajti velikokrat, ker se pa v tem primeru zgodi, pa je to, da običajno ta vzdevek, ki se vas prime, seštevek tega vzdevka je energija, ki jo vam mogoče malo manjka in bi si jo vi želeli malo več. Zelo podobno velja tudi za umetniška imena. Koliko igralcev, pevcev, ko beremo o njih, rodili so se s tem takim čudnim imenom, mi jih pa poznamo s takimi zvenečimi, lepimi skovankami.
Se pravi, tudi v tem primeru je previdnost potrebna, so izračuni potrebni, kajti če ste vi pevec, vam bo čist drug seštevek dobro del, kot če ste plesalec, kaj šele, če ste kipar in tako naprej. Kar pomeni, seveda, naslednje vprašanje, ki se tu poraja, ja, numerologija je zelo dragoceno. Bi skoraj da si upala reči, da če si dobro hočemo, nepogrešljivo orodje tudi pri izbiri naziva podjetja. In jaz bom rekla, v Sloveniji so večja, uspešnejša podjetja in najbolj uspešne in prodorne osebe zelo odprte ezoteriki, se pa kaj zelo ne hvalijo s tem. Se pravi, ko govorimo ali o astrologiji ali o numerologiji, verjemite vi me, marsikdo tak, ki bi vas zelo presenetilo, je bil na svetovanju, si je dal stvari preračunati in se ravna po teh nekih izračunih. In tudi, če pogledamo kakšne večje, Hervin Orman me je pred časom presenetil, ko so imeli 666, 333, 99, vse cene so bile nekako tako zaokrožene, se pravi, je nekaj na temo, hočem povedati, ne? Se pravi, naš ime naj gre za naš kot osebo, naj gre za naše umetniško ime, naj gre za naš vzdevek, naj pa gre mogoče tudi za naziv podjetja, je še kako zelo pomembno. Prva črka imena nam razkriva tisto našo energijo, ki nas zemlji. In tukaj je zelo pomembno vedeti, ali prva črka imena povezana z nekimi temi vibracijami, ki so zelo trdne, ki so stabilne, ki imajo neko staro, dobro, zdravo kmečko pamet, ali pravzaprav obratno, so take malo bolj zasanjene, so malo bolj umetniške. O tem sem posnela oddajo, če vas zanima, kaj vaša prva črka razkriva, jo poiščite. Sicer bomo čisto predolgi, če bomo se še učili število rasti, ki prinaša radost, če smo pridni. Prvi samoglasnik pa, še to kot zanimivost, se malo dotaknimo, prvi samoglasnik pa nam pomaga razumeti vibracijo, preko katere je duša se inkarnirala v temu življenju. Se pravi, duša, ne vemo, koliko življenj imamo za seboj, koliko jih še imamo, duhovna numerologija absolutno nekako zagovarja teorijo reinkarnacije, tudi če v to ne verjamemo, nam še vedno samoglasnik, prvi samoglasnik našega imena razkriva, kaj je tista naša pristna bit in kje bomo rasli. Preko katere energije, preko katere vibracije bomo rasli. Se pravi, če je A1, bomo vedeli, da je to tudi najbolj pogosti prvi samoglasnik, bomo vedeli, da je to oseba, ki bo najbolj zrasla takrat, ko bo samo iniciativno nekaj počela, ko bo sama imela občutek, da je naredila prvi korak. Se najbolje znajde v sistemu, ki upošteva individualizem, ki obravnava posameznika kot unikat, se pravi, ne veliki sistemi, ne neke omejitve, ne neka opresija. Se pravi, tudi prvi samoglasnik je že posnet, tudi na moji spletni strani je že, kar pogledajte si ga, običajno ravno pri tem dobim največ komentarjev, da to je pa res tako. Ok, naše ime. Ne glede na to, koliko Tomažev, koliko Katij poznamo, vsi so si med seboj različni, ampak vsi imajo tudi sem pa nekaj lastnosti, v kateri so si podobni. Jaz sem kakšno leto, 2 nazaj delala kratke posnetke razlage imen, ki so bili zelo, zelo popularni, mogoče bi to spet lahko začela. Nič ne obljubim, ampak se potrudim. Torej, če zdaj mi seštejemo naše ime, tako kot je napisano na rojstnem listu, samo ime brez priimka, dobimo število rasti. Število rasti nam razlaga, se pravi, kaj je tista sfera, v kateri se naša duša najbolj najde. Se pravi, kaj je tista duševna rast, duhovna rast. Ko govorimo o osebna števila, so to različna področja tega življenja. Se pravi, mi kot duša smo tukaj zdaj v tej inkarnaciji. Jaz kot Lili Sorom v tem življenju se učim tega, pa tega, pa tega, pa tega. In potem bom šla nazaj in potem bom sopihala, da nočem nazaj na zemljo. In tako naprej. Ko pa govorimo o naši duši kot duši, o tisti rdeči niti naše duše, ne glede na to, ali govorimo o tem življenju, ali govorimo o prejšnjem življenju, ali govorimo o prihodnem življenju, to pa se razkriva v številu rasti. Se pravi, nekaj teorij duhovne numerologije celo zagovarja neko tezo, da v vsakem življenju imamo nekako seštevek, ki si je med seboj podoben ali celo enak. Torej, predvidevati je, da ne glede na vaš spol, vaše ime v tem življenju tukaj, velika verjetnost je, da tudi v prejšnjih življenjih je bilo vaše ime
ko govorimo o energijskem numerološkem zapisu, enako ali zelo podobno temu sedaj. Kaj ti gre za to dušo, a ne, se pravi za rast duše, ki je večno. Ok, se pravi, če zdaj spremenimo vsako črko vašega imena v številko in to seštevamo toliko časa, da imamo eno samo cifro, se pravi v primeru imena Ana je to 7. V tej oddaji ne bomo razlagali mojstrskih števil in karmičnih zapisov, so pa to dodatne energije, ki imajo dodaten pomen, se pravi, to je 11, 22, 33, 44 in tako naprej, to so mojstrski zapisi, karmični so pa 13, 14, 16 in 19. Če se pojavi karmični zapis v vašem imenu, to pomeni, da to, kar simbolizira ta karmični zapis, običajno vpliva na to, kako vi sebe dojemate. Se pravi, ne gre nujno za to, da vi odplačujete karmo, čeprav gre za karmični zapis in bodo situacije v življenju, ki bodo točno to od vas zahtevale, ampak je ta neka resnost tega zapisa malo manjša, milejša, ne? Predvsem pa običajno, saj jaz v delu z vami to vedno znova opažam, gre za to, da vi sebe mnogo manj cenite točno na tem področju, kot je ta karmični zapis. A sem zakomplicirala? Upam, da ste do zdaj pa tudi že izračunali. Se pravi, enkice. Število rasti 1 so tiste osebe, ki iščejo napredek. Se pravi, vaša duša je vedno postavljena v situacije, kjer se od nje pričakuje, da je samozavestna, da je odločna in predvsem definirana. Da ve, kaj hoče in ve, kam želi priti. Da je zelo sfokusirana. Se pravi, previdevati je, da če nimate fokusa, da se zelo slabo počutite. Ne glede na to, kakšen karakter ste. Lahko ste zelo impulzivni, zelo zaletavi, zelo dinamični, lahko ste pa tudi zelo, bom rekla, vase zaprti, pa zelo srečni, če je vse tako, kot je včeraj bilo, ampak vaša duša rabi občutek napredka. In vaša duša je tista, ki zagovarja dejstvo, da je vsak izmed nas unikat. Se pravi, da je treba vsako osebo obravnavati kot unikat. Za razliko recimo od devetke, devetka zelo rada posplošuje stvari. Kar je izziv števila rasti 1, je to, da se nam vedno nekam mudi. Enka je tista, ki je urna, ki je hitra, ki je bliskovita in ker išče napredek, bi bila rada tam že kar danes. Ma kaj danes, včeraj? Torej, izziv bo najti nek miren proces napredovanja, predvsem pa to, bom rekla, izziv je ne sami sebi zameriti ali sebe slabše oceniti, če ne napredujete hitro. Število rasti 2. Število rasti 2 pa simbolizira tiste osebe, ki se rade povezujejo, ki rade komunicirajo, ki zelo dobro znajo prepoznati drugo plat zgodbe. Oba ekstrema življenja, se pravi tako dan kot noč, tako dobro kot slabo, tako toplo kot mrzlo. Kar pomeni, da tekom življenja lahko pričakujete, da bo vaše življenje šlo iz enega ekstrema v drugega ali vsaj iz ene plati v obratno. Se pravi, če bi vas srečali, ko ste bili stari 3 leta in bi vam bila takrat čokolada zakon, in dvakrat zareči, ko boste stari 30 živi videti, ne boste mogli, pa potem pri 60 spet. Se pravi, v določenih, ne vseh, ampak v določenih segmentih življenja bo šlo življenje zelo hop, pa hop, pa hop, pa hop. Zato se lahko pojavi občutek, da se nam vedno nekaj na glavo postavlja in pa število rasti 2 vedno prinaša občutek, da je v življenju določen procent, bom rekla, odločitev, izbir, tajminga odvisnega od drugih. Se pravi, občutek boste mogoče imeli sem ter tja, da ne zmorete sami, mogoče vas bo strah, kaj bodo drugi rekli, ali vam bodo zamerili. Velikokrat potem, če gremo recimo na kakšne take regresije, pa na readinge, vam bodo lahko rekli, da to ste seboj prinesli iz prejšnjih življenj. In res je tako. Bistvo je, da pač iščete to neko pripadnost, kar pomeni, da izbirajte ljudi v svoji okolici, ki so vam podobni, ne glede na to, da se vi sem ter tja na glavo postavite. Število rasti 3. Trojka vemo, da je ustvarjalna energija, trojka je plodna energija, je razigrana energija, simbolizira notranjega otroka, naše otroštvo, otroške sanje, optimizem. Se pravi, če bi zdaj rekli, če bi vas nekako zaobjeli, bi dejali, vaša duša si želi neke kreativne možnosti izražanja. Kar je za nekoga lahko petje, ples, kiparjenje, za nekoga drugega je to kuha, za nekoga pa tudi to že to, da ima lahko doma vsak dan popolnoma enako stvari postavljene, ampak so postavljene na njen ali njegov način. Se pravi, trojka je tista, ki je zelo izrazna. Prinaša pa tudi zelo močno doživljanje stvari.
Se pravi, mogoče vam bojo sem ter tja rekli, da delate dramo, ali kot smo rekli, število rasti tisto, ki nam razkriva, kako tudi mi sami sebe velikokrat dojemamo, se pravi našo nekako samo podobo. Mogoče boste vi sami sebi kdaj rekli, da delate dramo, ampak v bistvu veste, je tako. Trojka je čisti potencial. Zato ste nekdo, ki zna razbrati potencial v drugih ljudeh. Moje vprašanje vam pa je, dragi moji, ali znate svoj polni in popolni potencial razbrati tudi v sebi in še več ga negovati. Sprav, vaša duša je en tak sonček, ki pluje med življenji in želi prinašati tople žarke ljubezni in ustvarjalnosti, zato se ne nekako zapirati v neke kalupe in okove. Okay? Število rasti 4. Štirka vemo, da je število rutine, prizemljenosti, da je povezano z elementom zemlje, tudi trme. Se pravi, ko se vi nekaj odločite, se res odločite, se pravi, tudi če govorimo o nekih omejitvah, po občutkih strahu, pa skeptičnosti, podobno velja. Če bi vas zdaj peljali na reading, pa bi vam pogledali, kje ste bili, pa kam greste, velika verjetnost je, da bi se našli dogodki, ki bi bili izrazito povezani lahko tudi z opresijo. Se pravi, 4 je tista, ki je zelo prizemljena, ki simbolizira tudi okove in omejitve, kadar govorimo o karmičnem zapisu. Kadar pa govorimo o mojstrskem zapisu, pa govorimo o gradnji za generacije, ki prihajajo. Se pravi, ko želimo ustvariti nekaj, kar je trajnega. Zato, ko vi sebe ocenjujete, se najverjetneje ocenjujete ravno preko tega merila. Ali bo to, kar sem zdaj ustvaril, trajno, ali bodo še generacije za menoj imele to zapuščino, ali bo to šlo k vragu že jutri zjutraj. Zato mogoče ne vidite večjega smisla v tem, da je nekaj na hitro narejeno, na pol narejeno, ampak cenite pošteno delo, zelo cenite vložen trud. Zdaj pa, če smo rekli, da je to število samopodobe, ali cenite svoj vloženi trud, kadar ste šli ven iz svoje cone udobja in ste tvegali in ste se spremenili in ste poskusili nekaj, kar je mogoče se zdelo celo morda nevarno na prvi pogled. No, to, kar so zdaj naštela, pa zelo godi število rasti 5, ki išče svobodo, ki išče neomejenost, ki želi eksperimentirati. Se pravi, če bi vas pogledali tekom vaših življenj, bi ugotovili, da ste že marsikaj doživeli, da ste bili tisti pustolovec, ki si je mogoče tudi kdaj kje ponesrečil, da ste radi tvegali, da ste radi potovali, da ste bili zelo radovedni, da ste bili zelo odprti različnim stvarem in zelo težko pri miru dalj časa. Se pravi, vaša duša, ne glede na to, morda vam daje rutina, pa občutek varnosti največ sreče na svetu, ampak vaša duša sem ter tja potrebuje orang spremembo. Naj gre za potovanje v nek eksotičen kraj, kjer si boste ogledali drugačno kulturo, drugačno verovanje, drugačen način življenja, pa si boste mogoče mislili, pa nam v Sloveniji je v bistvu čisto super. Ali pa način razmišljanja, način funkcioniranja, spremembo vašega izgleda. Torej, 5 je tista, ki simbolizira spontano energijo, veter v laseh, svobodo in neomejenost. Spravi, vsi, ki imate število rasti 5, se točno tega učite. Kdaj je mogoče ta odmik, ta potreba po spremembi, pravzaprav mehanizem bega, tukaj govorimo o karmičnem zapisu 14.5, in kdaj je to pravzaprav mehanizem tega, da tukaj iz te moke kruha ne bo, ne rabim več tukaj sedeti in upati. Se pravi, to nekako uskladiti in prepoznati, to pa je največja lekcija potem, predvsem, ko govorimo o samopodobi, ali naj pri nečemu še vztrajate, ali naj dvignete roke, včasih kar velika dilema. Število rasti 6. Vemo, da je 6 povezana z ženstveno energijo, z žensko energijo, z lepoto, z estetiko, z notranjim dizajnom, s kuho, z boginjo, z bojevnico in pa z energijo sprejemanja. Se pravi, močna ženstvena energija vas obdaja, pa predvsem tudi lekcije sprejemanja. Se pravi, ali v resnici znate sprejeti dobro tudi za sebe. 6 jaz rada primerjam z košarico, spominja nas na košarico, se pravi, kaj je tisto, kar vi dajete v to košarico, kaj polagate noter in kaj morda predolgo časa v tej košarici nosite s seboj. Za mnoge je to izguba, žalost, razočaranje, strah. Za mnoge to pomeni, da ste iz prejšnjih življenj prinesli neke te, bom rekla, podzavestne, subtilne informacije, da ne vem, ljubezen boli, da niste varni, da niste dovolj dobri, da vi se pa ne smete na prvo mesto postaviti in tako naprej. Se pravi, tukaj je zelo dobrodošlo
nekako raziskovati, katera prepričanja so vam bila nekako vsiljena in katera ne. Kajti število 6, če simbolizira sprejemanje, potem bi vi mogli biti v temu izvrstni. Ampak jaz opažam, v vseh teh letih svetovanj 1 na 1, v pogovori z vami, v delu z vami, v coachingih, da ravno število rasti 6 včasih najtežje sprejme dobro. Malo v razmisli. Število rasti 7. 7 je število perfekcionizma, racija, razuma, učenja, suverenosti, bom rekel tudi izpopolnjevanja in dvigovanja kvalitete. Kar pomeni, da vi želite vedno sami na sebi delati, če se v številu radosti, Kristus, no, rasti pojavi karmični zapis 16-7, ni to prav nič radostno, ampak pomeni, da ste zelo negativno perfekcionistični do sebe, da ogromno zahtevate od sebe, da nekako niste popustljivi, da znate biti strogi, včasih to potem ne zanese tudi v drugo skrajnost, da smo zelo zahtevni tudi do okolice. Se pravi, število rasti 7 je tisto število, ki naj bi bilo mistično, ki naj bi nam prineslo neko radovednost, neko zvedavost. To so tiste osebe, ki so bili učenjaki tekom zgodovine, ki so raziskovali stvari, kateri bi mogoče marsikaj iz drugih časovnih obdobij logično, kajti tisto znanje so prinesli s seboj. Velikokrat lahko govorimo tudi o vizionarjih, ki se zavedajo, da nekoč v življenju bodo neke stvari malo bolj izpopolnjene, malo bolje narejene. Torej, pravzaprav 7 je tisto število, ki je po svoje mistično, po drugi strani strokovno, pa potem učeno, ampak največkrat pa zelo strogo do sebe. Se pravi, lekcija tega čudovitega števila, pravličnega števila je ravno to, da znamo sebe pohvaliti, ne pa da od sebe vedno znova mogoče zahtevamo celo nemogoče. Odtenek podobno velja tudi za število rasti 8, se pravi, 8 simbolizira uspeh. Simbolizira izražanje potenciala vsega, kar je možno. Če je 3 potencial, je potem 8 kot pač komplementarna trojki, se pravi trojki, ki dozori vse, kar je možno. 8 simbolizira manifestiranje, obilje, vse, kar je možno. Torej, če zdaj jaz vem, da je vse možno, imam število radosti. V redu, jaz sem ga za danes preimenovala rasti 8. To pomeni, da sem totalen poraz, če nisem dosegla vse, kar je možno. Velikokrat namreč osebe, ki imajo število rasti 8, sebe ocenjujejo na podlagi dosežkov, ki so jih imeli. Seveda je potem prihod iz ene inkarnacije v drugo zahteven, kajti nekako vsaj za enkrat zlatih palc in hiš in letal in bogatstva in nakita in ur in tako naprej še ne nosimo s seboj. Tako da jaz si mislim, vse te sile bogate grobnice, v katere so toliko nekega zlata in sklet in posod in darovanj in tako dajali, jaz bi mogoče rekla, da to si je zmislil nekdo, ki ima število rasti 8, ker si je to želel odnesti s seboj. In še število rasti 9. 9 simbolizira sočutje, simbolizira zelo tako globalno energijo. Če smo rekli, da je enkrat tista, ki je zelo prodorna in gleda včasih zelo ozko, bomo zdaj ponovili, da je 9 tista, ki včasih zelo posplošuje. Se pravi, prvo, kar naj početi, je to, da ne posplošujte sebe. Če se vam je nekaj zgodilo enkrat, ne pomeni, da se vam bo vedno zgodilo enako. Se pravi, niso se ženske iste, niso vsi mački isti, niso se mineštre iste in niste vi v vsakem trenutku ista oseba. Kajti vsi se spreminjamo, vsi rastemo, vsi kdaj malo čmoknemo na nos, pa gremo kakšno stopnico rasti nazaj. Vedno smo v procesu spreminjanja. Torej, 9 pa je tista, ki gleda široko sliko. In zdaj, če mi pogledamo sliko vesolja in kaj je Zemlja potem taka, čisto majhna, mi smo pa potem tam res taka, pod mikroskopom nas je treba iskati pikica v tej ogromni sferi, to je 9. 9 nam želi podariti to širino, celostnost. Kar pa se velikokrat v praksi zgodi, pa je to, da namesto, da bi gledali široko sliko, pa se odmaknili en korak, posplošujemo. Torej, to je manjši izziv tega števila, sicer pa simbolizira tudi energijo zdravilca, zdravilno energijo, sočutno energijo, ki pa včasih lahko pride v kakšni inkarnaciji tudi v toksično, se pravi, da je naše čustvovanje zelo močno, včasih mogoče zelo agresivno in tako naprej. Za 9 pa sicer drugje
v drugih izračunih pomeni tudi, da so to ljudje, ki so bili v preteklih življenjih šamani, ki so zdravili za svojo energijo. In za devetko, ne glede na to, kje se pojavi, venomer obstaja opozorilo, ne bodite spužva tuje energije. To velja tudi za 6, pa tudi za 3. Spravi, ne nase, ko se vam nekdo zasmili, ko se vas nekaj dotakne, negativne energije jemati, ne boste je mogli predelati. Ne? Določene teorije razlagajo, da v prejšnjih nivojih, vibracijah Zemlje in drugih dimenzijah se je pač to dalo. Smo pač vzeli neko to temo, pa smo jo transformirali v svetlobo. No? Določeni ljudje, ki imajo devetko zelo močno, še vedno to sposobnost imajo, ampak ta energija potem ostane pri njih, kar pa pomeni, da ne morejo tega niti spremeniti v svetlobo, niti predelati, kajti to niso njihove lekcije. Torej, to je bil zdaj pregled od 1 do 9. Število rasti je tisto, ki nam razkrije, kaj naše ime pravzaprav pomeni. Se pravi, nekako je lahko tudi manjši plonkič za razlago vzdevkov, pa umetniških imen in tako naprej. Poslovne sfere pa absolutno ne. Tam so pa čisto drugačna pravila. Zelo pomembno je, da znamo nekako razumeti mehanizme sebe. In kot sem rekla, ne glede na to, ali ste tip človeka, ki je zelo pogumen, ali tip človeka, ki je tak prestrašen zajček, število rasti je tisto, ki nam pomaga razumeti, kaj je tisto, v čemer se naša duša vedno znova izpopolnjuje. Seveda imamo potem lahko sem ter tja občutek, da ravno tega ne znamo. Sem ter tja imamo potem lahko občutek, da mi pa to res obvladamo. Sem ter tja imamo lahko občutek, da nam je za te stvari čisto vse. A veste, ko se nekaj toliko cajta učiš, ti včasih čisto vse. In to v bistvu je čar življenja. A ni čar življenja to, da enkrat in raven te dol pade na tej strani, drugič na tej strani, kar ne pomeni, da se ne znamo obleči, ampak pomeni, da življenje pravzaprav je dinamika, so spremembe, so izzivi in da ni čisto vsakič vse, kar se nam zgodi, katastrofalno slabo, ni včasih nepopravljivo in ni vedno karmično in ni vedno fatalno. To, da dajmo mogoče ne glede na naše število rasti, skoraj bi znova rekla radosti, se odločiti, da bomo stvari vzeli z nekim kančkom dvoma, skeptičnosti in da bomo predvsem opazovali, kaj je tisto, kar se mi iz dane situacije rabimo naučiti. Kajti to je tista največja dragocenost, ki si je naša duša želi. Se pravi, število rasti nam pomaga razumeti, po čemu naša duša hrepeni. Marsikaj razkriva tudi število duše, ki je seštevek naših samoglasnikov. Ja, tudi to je že posneto, je že na moji spletni strani in na mojem YouTube kanalu in daleč najbolj popularen članek. Razlaga tudi naše karmične odnose, mojsterske odnose, razlikovanje med enim in med drugim. Se pravi, tudi to vabim, da si izračunate in pogledate. Pravzaprav pa je numerologija, pa džotiš, pa astrologija in te vse podobne čudovite vede so tukaj kot orodja za to, da nam pomagajo na naši poti. Ne glede na to, verjamemo v reinkarnacijo ali ne glede na to, ali verjamemo, da bomo še kdaj prišli nazaj, ali se nam zdi, da smo vedno naredili vse prav in da vsega je svet kriv. Pravzaprav, ne glede na nas, so to orodja, ki nam lahko zelo pomagajo, da si življenje olajšamo. Tako da jaz upam, da ste marsikaj zanimivega zvedeli v tej oddaji, še kar nekaj zelo takih fajn idej glede numerologije imam, kot vedno vabljeni tudi na mojo spletno stran in kot vedno tudi vabljeni k meni na osebno svetovanje, da pogledamo vaše številke, pa vaše zapise, pa kje se kregajo med sabo, pa kje mogoče se tle ful najdete, pa tam manj najdete, preden sami diplomirate, mogoče vam lahko tudi pri tem pomagam. Torej, dragi moji, naj bo vaša pot v tej inkarnaciji kar najbolj lahka, kar najbolj radostna, kar najbolj ustvarjalna, predvsem pa takšna, da bo vam osebno prinesla največ sreče in največ tistega občutka izpolnjenosti.